Oh, Harry, ta smrt pred tabo v šalci. Sto dva, ne, ti si zelo, kar slabo že prejšnji, 122 glave, pižama, intro. Pogrešal sem tvoj adur, zdaj že res pogrešal sem tvoj adur, ampak ne ti bo. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, povabljeni na Facebook, kjer se družimo v skupini Aparatus, legitimna FB skupina. Če ste en od njih 6 normalnih na Twitterjih, smo tam afna Aparatus, počrtaj si, sicer pa tale podcast dela zato, ker nam je tole res the best. Lahko pa tudi vi vseeno podprete na eno delo cele mreže Aparatus, podpri.si, kjer lahko, če ste zdaj novi poslušalci, pa mogoče ne veste, zakaj ta podpri.si govoriva, donirate 4, 8 ali 12 evrov mesečno za delovanje mreže Aparatus. Se pravi, brez vas se midva ne bi tako dobro slišala. To je milo rečeno, se temu reče. Milo rečeno. Z vsemi donacijami sva si kupila govorne vaje, inštrukcije, izgovarjave, Ja. odpravljanje sesljanja in kar je še drugih stvari, ampak hvala vam ljudje, tudi odziv, ki ga dajete noro, tako da hvala vsem, ki ste dali na Instagram, dajmo kar še, ful je zdaj vemo, da itak doma večinoma poslušate, tako da, ampak dajte, ful smo vesela tega odziva, komentarjev, ljudje sprašujejo, zdaj sem dobil jaz glih danes, jaz sem pa 6 let starega sina, ki je prve 2 knjige prebral, kako bi bilo, tako, ne vem, vulgarna itak nisva, sam verjetno bojo pa kakšne te odrasle reference, malo tako dolgočasne otrokom, ne, sva pa tako, družini prijazen podcast. Tako. Če sva kaj, sva to. Dokler ne pridemo do Nymphadora Tonks. Ja, točno to. Pol pa X-rated warning se temu reče. Ja. Pa, če se nama zmeša v 27. tednu tega, potem bomo začela kovant. Ja. Kot gusarja, jaz ne vem, kaj je treba reči. Tako da ja. Prima ruha. Pa še iz moje strani res ful hvala za vse odzive. Jaz tako vse porišeram, zaradi tega, ker mi je preveč dober. Pa ful ljudi očitno puzle sestavlja. To je res, se mi zdi, ne vem, je to nek ta Venn diagram, veš, ljudi, ki Potterja berejo, Potterheadov in ljudi, ki puzle sestavljajo, ampak mislim, da se tako... Presečna množica. Aha, presečna množica se temu reče, ok, v redu. Tako da ja, ful hvala še enkrat, res sem za odzive na Instagramu. Tako da ja, jaz sem vam Zeta, pižanci pa stric bedanc. Zdaj pa mislim, da greva na tretji film. Greva na tretji film in te bom takole čisto od začetka vprašal, recimo, če ga čistko celotno pogledaš, kaj se recimo tako 2-3 stvari, ker zdaj pač vemo, režiser se je zamenjal, ne? Alfonso Cuarón in kaj so mogoče 2-3 stvari, ki so ti pri temu filmu butalne ven, česar prejšnja 2 filma nista imela? Najprej Alfonso Cuarón. Jaz nisem vedel tega v resnici in potem, ko sem to zvedel oziroma videl, ne, sem bil tako, a ni on ki je naredil Children of Men, pa Romo, pa tu imam bien, karkoli je un film. Jaz pa tebi imamo. Tako. Pa Great Expectations 100 let nazaj, ki je tudi v bistvu dosta ok adaptacija, pravi spovedam, De Niro. Pa Gravitacijo. Pa ok, ki je men... Ja, dajmo pozabiti to. Jaz priznam, da še nisem gledal. Tako da sem... To je mogoče, ne mogoče, jaz sem si kupil TV, kde bom kle začel? Jaz sem si kupil TV, vsi, ki poslušajo podcaste zadnjih, 8 let, ki jih jaz delam, vejo, da sem hotel plazmo. Pa sem mi pa ta zadnjo plazmo prodal in sem kupil enega Sonya, ki je ok. Jaz sem s tem TV-jem v bistvu kar dosti zadovoljen. In je bil kao 3D TV in imam špegle sem dobil zraven. Edini 3D film, ki sem ga gledal na tem TV-ju, Gravity, kar slabo. V glavnem sem to zavodil, ta film ni v redu. Ampak Alfonso, ne, je pa eno od teh Del Toro, pa te ljudje, pač ta klika iz Meksika. In je tako. Iz Mehike. Ok, iz Mehike. In je cool. In nisem vedel, da je on Harryja Potterja in polka gledaš ta film, ki si rekel, kaj skoči ven. Ne? Ja, lep film je, ne? Ker on dela načeloma zelo lepe filme in je ta film presenetljivo lep. CGI je že spet na nivoju, tako je ta prva stvar.
ki je absolutno skočila ven. Ne. In pa naslednja stvar, začel se je malo nakazovati ta scena, da so da odraščajo, ne, te otroci več ali manj. Pa vidiš, to je 3 leta ne, od prvega filma ali pa 4 leta od prvega filma, saj od snemanja. No. In ja, se kar pozna. No. In gre, tako bi rekel, saj senzibilnost gre malo naprej, je pa že spet noro in tle že spet bom ponovil to, kar sem za prejšnji film rekel. Ta Rowlingova ima malo občutka, ne, kako ta, kako si ti zanč rekel, recept, ne, potem že spet svež narediti, da hočeš gledati. Kle se bo prišla tega, pa ta fake-out z boss battlom, ne, ki v bistvu ni boss battle. Ne. Tako da že spet, kar v redu, no, kar v redu. Moram reči, da sem že spet malo čakal, da bo kaj postano rad, pa v resnici ni. No. In na nek način mogoče ena štengica višji, kot prejšnja 2 filma. Tako bi rekel. Jaz bi tudi rekel, tukaj se meni zdi, kaj je en tak zelo tudi velik preskok filma, je to, da se z unih nekih zelo zaprtih prostorov, pač kar je bilo v zunji, bilo večinoma neka tema, pa kaj se sta leta v drugem delu tam nad lokomotivo, pa vse, ampak pa gost, vse je bilo tako nekako, se mi zdi vse zaprto, ne? Ker tukaj pa film dejansko vidimo Bradavičarko od zunij, tudi spremenili so majhen še samo postavitev, Hagridovo kočo so zamenjali in je pol od tega filma naprej, ne, na tej poziciji tak, ampak dejansko vidimo to jezero, pokrajino okoli in se zdi tako, zelo se je razprl ta svet Bradavičarke, ne, da ni vse nekaj za Azijo, imamo tle neke 3 sobane, po katerih se kotalimo, ampak je res to neko prostrano posestvo, ki jo obdaja. Ja, pa par stvari je celo podnev od zunaj. Ne, se ne, da prej ni bilo, no. Ampak šlo tam, ko grejo do Hagrida, pa to je tako, je že spet malo razširjen. Pa zamenja se Dumbledore, mogoče je ta boljši ravnatelj, kar se izobraževalno tiče. Ker v bistvu tega, mislim, manj tega pokaže, no, v resnici. Ja, ne konča se tukaj s tole na koncu s tem štetjem. Čeprav grem staviti pismo, hotel sem to knjigo pogledati, pa sem jo pozabil pol v otrokovi sobi prej ali je noter, tudi sem prav tako rekel, moram naštimati, da vidim, kako tlele točke na koncu letijo, ne, ker se čutil se nebne, ker je mejhan to. Je pa bilo, dejansko sem šel malo gledati, ne, in je Michael Gambon, ne, ki je dobil to vlogo, da poleg njega so tuhtali tudi Iana McKellina, ja, valjda, da bi bil to, pa je rekel pač, da sta imela v preteklosti neka soglasje z Richardom Harrisom, ki je pač igral v prvih 2 filmih Dumbledore in potem umrl in rekel pač, da se ne bi počutil v redu, da bi prevzel vlogo za igralca, za katerega je videl, da njemu potem njegovo delo ni bilo všeč. Ja, okay. Ta drug je pa bil, da so nekaj časa bojda tuhtali tudi Christopherja Leea. Okay. Kar je sicer tako pač on je zavrnil iz osebnih razlogov, ampak po svoje tako zelo zanimivo, da on, glede na to, kako je, se ta vloga bi bila zelo proti njegovemu običajnemu, njegovim običajnim vlogam, teh nekih zlikovcev, zlobnežev in ne pač, Dracula, bil je ta, ne Sauron, kaj že bil komu je bilo ime v... Saruman, ja, što je to, tako, dajmo vsem na isto črko ime, kot Martina, prav, Tolkien. In je... Pač ja, ne, tako da Saruman meni ni bil pol na koncu Dumbledore. Ja, pa še tako, kar se igralcev tiče, noro je, koliko Angležev lahko potegneš v bistvu na plano, ampak do tega mogoče prijeva. Da greva kar čez film, če lahko. Že spet imamo ta Home Alone moment na začetku, tega se še nismo znebili. Moram pa reči, da ta teta, ki se napihne, ne, ja, kar smešen, v resnici. Ja, v bistvu je kar smešen. Pa všeč mi je, da se je malo dinamika zamenjala, saj v tem stilu, da se ga malo bojijo, ne? Tako ni več, tako obrnil se je, no? Ni Harry samo nek nebogljenček tam, ampak je že malo, tako ga imajo kao pod kontrolo, ampak ni več toliko močno. Pa en detalj, ki mi je bil zelo super, ne vem, je to tudi v knjigah, je, da
ta mal, ki že spet ne vem, kako mu je ime. Dudley ima 2 TV-ja za mizo, ne, da lahko baviti. To je tismijo lahko. Tako, kar se reka, ok, redo. In tukaj tudi se zdi tole napihovanje čisto redo, spomne potem malo nakasneje na tisto, kar se zgodi recimo kar je Tim Burton delal s to, ko se v Borovnico spremeni, ne, v Charlieju in tovarni čokolade. Ja. Sem se pa pol spomnil, kaj sem zadnjič pozabil imeti, na kaj me spomnil tisto spreminje, tudi ne pač drugačno bilo kot to napihovanje, ko sta se Ron pa Harry od tega Kreba pa Goyla spreminjala. Se pravi, ni isto, ne, se pravi, ta Polyjuice Potion ti naredi ti si rekel radenska, ne, meni to zdiš tudi tako gizmo, ki ga poliješ z vodo. Ja, te bojli se naredijo več. Ti gremlinčki, ne, ki čakaš, da je v novi Harry ven začel skakati. Tukaj pa tako, in tudi polk ona od jadra in potem Harry Potter jadrno zapusti hišo in tam imamo pa že igrišče, srhljivo, temno, začnejo se stvari same premikati. Kaj si pričakoval, da boš mogoče tam zagledal? Ne tega weird avtobusa, to rekel, kašen. No, weird scena je bila tista. Pa pol valjda povezal sem, to sem zdaj za nazaj, to mu vprašal, valjda pes je ta Sirius Black, ne? Vsekakor. V redu, to sem pol šele sestavil. Pa ta res bizaren avtobus pride, ki je tako sam po sebi bizaren, pol, ki pa una Jamaica Head, ne? Tisti je pa kar malo narobe. Tako nisem mogel odločiti, sem nekako užaljen, pa nisem vedel čisto zakaj. Tako ne vem, na nekem podzavestnem nivoju me je zelo vse avtobus leti, zoža se, to je vse kul, to je huda fora mi je, pomaga, to je vse, una glava, ti se pa a step too far, pa v bistvu ne vem zakaj. Ne vem zakaj sem bil tako disturb. Se te glave si videl, se pa še enkrat pojavijo. Sem videl, imajo pa še en kemijo, ampak je tako zelo, ne vem, nisem ne znam povedati, kar ujem. Mogoče reči, da 2002 je bilo to malo boljše spremljivo kot 2020. Kaj? Ja, mogoče, ne vem, nočem izpati prevesti Vogue, a veš, ampak nekaj mi ni bilo, ok. Zelo všeč mi bo ta slow motion posnetek, ki se bus zoža, ne, pa sploh ta fora, to je ta night bus, ki sem jaz rekel, da je ni vitezov gor. Ja, ni vitezov gor, redo. Tako, huda fora mi je. Super mi je še to, no, ta moment mi je dober, ker pač vse preleti, vijuga, zoža se še enkrat, bam, pa na koncu prebije avto, to mi je bilo kar smešno, no, v bistvu, ti si mi je bilo dosti še. Lušno je narejen. Pol pa pride, ne, in ga pričaka tle pred tem Leaky Cauldronom, ne, pred puščajočim kotličem, je polomljen kotlič, ne točen kako je, ga pričaka en tak zelo igorjast modelko, ves zgrben, in ta človek je Jim Tavares, ne, kot bi v Sloveniji zelo hitro ta priim končal, ampak Jim Tavares je pa en model, ne vem, če se ga ti kdaj gledal, on je nek komik in njegova točka je to, da on prepoveduje šale, medtem ko malo zraven igra na kontrabas. Ne, to pa še nisem videl. Ne, evo, to bom jaz dal bom poiskal kakšen klip, pa ga bom dal v zapiske. Mislim, da je bil celo eno sezono v The Last Comic Standing. Okay. Da je bil in je zelo tak, pač spet veš, ena taka mini vlogica, ki jo dajo pač enemu, ker ima čudno lobanjo in se zna lepo zgrbati in dobro naredi. Pa imamo pa tega ministra. Hočeš reči hišnika? Ja, hišnik z Bredovičarke, Cornelius Fudge. Seveda, imamo ministra, ki Harryju pač zdaj, lahko si kle, sam pazi, pa you're in danger, ne. Kle se začne malo to kazati. Pa seveda za unga Sirius Blacka zve v bistvu na avtobusu, ki ima Zeitung, ki očitno je tako, kot slike, se stvari not premikajo. Pa kle dobi pol tisto knjigo pač monstrumov, ne. Ja, se pošastna knjiga pošasti, nekaj tazga, zelo po vidku zelo zgleda tak mal
Ja, nekronomiko, ne, tako čakaš, da bo Ash od nek preletu z motorko. ja mislim, pa tudi všeč mi je, ki je narejen tako, ki je zelo je lutka. No? Tako, to mi je bilo dosta všeč. Pa imamo pa ta kreganje, Rona, pa že spet, pa sem šel poslušati sem šel. Čakaj. Probaj, 3, vdihni in izgovori. Hermiona. Ne? Tako je. Yes. Zdaj pa sklanjaj, Rona in Hermione. Okay. To je to. Res, naprej sem začela, zdaj sem že poslušala. Ne, kaj hojiš, kaj žalosten, to lahko priznam. Marker sem si dal v projekt v Riparju in sem rekel, Klej izgovori. Tako da sem šel lahko nazaj poslušati, da sem točno vedel, kaj bi. In ja, kregate se zaradi morskega raka od Rona. Ja, zaradi. Scabbers, to je morski rak, je rekel Anže Tomič. Close enough, žval je. Okay. Ja, se kregate, kar jaz v bistvu tako je kar dober fake, ker nisem vedel, koliko bo to pomembno v resnici. Ampak je dobra fora je, da pač te mal spomne na to podgano, pa da jo pač ričo manj. To mi je bilo kar uredeno. Pa še kle Foster Weasley, ne, reče, ti si in to mi ne smem ti povedati in tarara. In kle v bistvu še mal bolj pofila, kdo točno je, ne, Sirius Black. In tukaj se tudi mogoče recimo že tle pri Weasleyih in pol tudi, kar je skozi cel film naprej, kar je po svoje tudi zanimiv nekem ta odmik od te estetike prvih 2 filmov, tam so skozi v teh haljah bili, šolskih tleh pa zdaj zelo malo nosijo, ne, so večinoma bolj tako v nekih teh civilnih, športnih, casual Friday oblačilih. Ja, prav v hudiju, pa to sem tudi jaz opazil, tako, model je v hudiju na eni točki, tako da zgledajo, kaj zgledajo? Ne zgledajo več toliko v šoli, kot zgledajo že malo na faksu. Ali pa tako, saj srednja, ne? Ne več osnovna. Mislim, da je bilo to nekako poanta, no. Mislim, da je to tako tudi marketinško zelo premeteno naredjeno, da imaš, da začneš, tako kot sem rekel, zelo otroca, ne, pa ker pač ta cela baza, ki je to brala, takrat sproti govorim, ne, ki je rasla, ne, je pač knjige in liki rastejo z njimi, kar je kar smart v resnici. No. Tako, pa nočem biti ciničen, to hočem reči, da je v bistvu cool, da ne ustrajaš na tem, da imaš non-stop otroški film cel cajt, ne. To se mi zdi tako plusa. Ne. Ja, veš, kaj to imaš, tle se vidi, da gre v neko to zgodbo, ne, a veš, da ima ta nek klok, ki ga pripelje, ne, se pravi, to ni tako kot recimo, ne vem, 5 prijateljev, ki imamo zdaj v njih 5 prijateljev in so skozi isto stari. Ja, točno to. Ok, pol je pa vlak, ki je pa zelo temačen, ne, s tistim dežjem in pa potem z nekim učiteljem, ki spi in ga ne vidimo. Ki spi ima prepokrit obraz, ker je aknast. Ja, tako, samo zaradi tega. In pol pridejo pa te dementorji. To je pa, če obstaja bolj Doctor Who element v Harryju Potterju, mi ga prosim povej. Mislim, da ne. Da ne. To je vzet iz Doctor Whoja. Mislim, vzet, veš kaj mislim, neki monstrumi, ki ti sesajo dušo, ki so hudi in okoli hodijo in trr. Moram reči, da so zelo creepy. Je pa zelo, tisto, česar nisem kupil, no, po pravici povedano, je pa to, da ko Harry skapade, se pa ljudje norca iz njega delajo, ker je skapadel. In sem bil tako, kdo pa ne bi skapadel? Kdo se norca dela z njega? Slytherini se delajo norca z njega. Tvoja hiša se dela norca z njega, Anže. Samo tvoja hiša, drugi ne. Okay, veš, prosim, tako da ne zdaj ti projicira teh slabih lastnosti, ki ti veš, da jih imate vsi tam v vašem stolpu, zdaj na druge, zdaj pa se pa drugi vsi norca z njega delajo. Ne, vi se delate z norca z njega, mi sočustvujemo z njim. Žanc hitro si padel v vi retoriko, sem to rekel. Kaj naj rečem, znamenje časov. Ja, to smo to. Slovo. Glavno, kje smo, kva se dogaja? Aha, ok, ja, Lupin. Skup je padel. Ja, skup je padel, Lupin ga reš, Lupin, kjero ime, sploh ne mogel to napovedati naprej. A ja, pa nima aken. A ja, kaj sem hotel reči? Na tej večerji novi učitelji, Hagrid pa to, ne? Ja. Mislim, da je to ta moment iz konca filma prenesen. Zdaj ploskamo Hagridu tukaj. Ne. To je zdaj tudi ratal. Hagridu na eni točki cela hala ploska.
Tako da kar v redu. Pa tako, v bistvu kar ok, da rata prafak, se mi zdi tako, pač dober promotion, no? dobro napredovanje za njega, no? To kar spoštujem. Pol pridemo pa do Don French, prijatelji. Tako je. Zelo prijetno presenečenje, res, že spet, koliko Britancev lahko potegneš iz malhe. In Britank, ne, Don French je na sliki in se dere tudi huda fora s tem kozarcem, ki ga pa razbija ob steno, je kar smešen. Ne. Čujem je Don French, tako legenda. Tako da, ja, itak je kraljica. Ja, pa pol te dementori, ki okoli hodijo. Pa, če sem pol prav razumel, to me popravi, oni pač težijo, ne? Ne zanima jih niti komu točno, ampak pač sam težijo. Ja, oni so zdaj tako, zdaj, kakor so v filmu povedali, pa kakor se pol naprej, oni so pač tam neki te straža, oni so pač neka ta bitja, ki se hranijo s človeškimi spomini, srkajo jim ven lepe spomine, puščajo jim samo neko to, rekel, potrtost. Dejansko je tudi, mislim, da je J.K. Rowling sama rekla, da je ona pač te dementore kot neko alegorijo svoje depresije, s katero se je tudi bojevala, pol uporaza, prav, da jih je na teh občutkih depresije zmodelirala. Ampak ja, oni so da neka bitja, ki jih imajo tam v tem Azkabanu, da oni stražijo, ne? In oni ti pač vso voljo vzamejo, tako da ben ne more pobegati, razen očitno ne, tako kot se pa tle zgodi nekdo, ki ima res, ki ve, da ne bi smel biti tam, in imajo čist neko svojo agendo, ne? Njih je to ministrstvo za čaranje tja poslalo, ampak oni so vsem tako mečkan po svoje, veš, to... Ja, so, ja, ne. Niso legit pazniki, so bolj tako Varda modeli. ja, točno to. Varda obkolila Bradaviča, v glavnem. Pol imamo pa Emma Thompson, ne? Kot jaz rad rečem, originalna Tilda Swinton. Že spet ena po mojih boljših angleških igralk. Ljudje, če niste gledali filma Remains of the Day, kjer ona igra z Anthonyjem Hopkinsom, zamujate, res zamujate. Ena taka drama, kjer je ona unak čistilka, on pa butler, pa tako, res v redu. Ni važno, v glavnem, že spet... V glavnem, vem, da zamujam očitno torej. A čak, nisi gledal Remains of the Day, Ankol? Ne. Ta star torej smo že, to je ena tako boljših takih dram, tak slow... Se vem, poznam, jaz sem človek, ki je bil nikoli v življenju nima doma videorekorderja, pol, ne vem, 2005 je dobil računalnik, kaj CD-je predvajal. Okay, ampak to probi enkrat popraviti. Imam v planu, to je imam v planu, lej. Ok, ja, ona je pač zelo hudo našemljena, pa všeč mi je, pa sem dojel, ne, da pač Rowlingova probal furati vse možne, tako te, mogoče na prvo žogo, karkoli je magije, a ne, zato je tudi tuna glava jamajška, tam malo vuduja, pa to, ona pa pač šlagarca, več ali manj vidoviti, ne, Milan pa to, ne. Misliš šlagarca, če bi bila šlagarca, bi prepevala šlagarca, ljubezenske komade. Oh, Harry, ta smrt pred tabo v šalci. No, ampak tako, tisti mi je kar v redu, pa potem vidijo Grima v šalci. Kar moram reči, da polka pokaže, jaz sem videl volka noter, no, tako da kar presenečen. Pa super je tudi ta odnos, ki ga imata ona pa Hermiona, ker Hermiona pa reče, jaz sem znanstvenica, to nekaj gledaš in pa se nekaj izmišljuješ, to ni eksaktna veda. Ja, ker vse ostalo tam je pa za doktorat. V glavnem. A ja, pa to kle se začne nekako kazati, kako ima Hermiona veliko predmetov in na vse lahko pride in Ron konstantno govori, jaz jo ti videl, kdaj je prišla. To pride pol do, ne, zvemo zakaj. A pa ti je bilo to kaj sumljivo tle na tej točki? Ne, mislim, mi je bilo sumljivo, ampak sem mislil, da bo bolj joke, da ne bo imel veze, da ne bo toliko pomemben v zgodbi. A veš, mislil sem, da se bo še enkrat, jaz sem se spremenila v mačko moment zgodil. Jaz sem to pričakoval. Ne, da bo pač ne, to, kar pol pride. V glavnem, pomnimo pa ta prva ura pri temu Hagridu, ne, kjer pride ta Buckbeak, ki ni jelen. Ne, ni jelen. To si kar bistro ugotovil, on že? Ja, bom pa to povedal, kar sem povedal v tistih podrobnostih, ki smo se prvič v Potterju malo pogovarjali, kjer ste vsi zvedeli, da jaz nimam pojma.
ta Bugbik, Ja. ki ti parkima, se pravi v LA-ju, kjer sem jaz bil, to zdaj zelo rad ponavljam, ta Universal Studios tour, Harry Potter. Tale Universal Studios bo rato ta tvoja varianta mojega Marka Miliča. Ja, v bistvu. In kaj, Bugbiku si ukradel žogo, ki je držal v luftu? Ja. Pred Bradavičarko je mini roller coaster, ki je zelo narejen za manjše ljudi, kot sem jaz, ker mi je res, mislim, tako medenica pa kao, ki mi je zdrobil, ker sem šel. Ampak je Bugbik varianta. In ti se usedeš in se peleš mem in je ta Bugbik, kaj je ta zmaj, karkoli je to. Hipogrif in se ti priklanja, tako prav lutka je, ki se priklanja. In ko greš meni, se moraš ti tudi prikloniti, in pol je ta, kao z njim letiš, to je nekakšna fora. In je tako zelo mini roller coaster, ampak čist cool, no. Sem pravim, da je bolj za manjše ljudi bil narejen. No. To sem malo povedal. In potem valjda Harry kle leti z Bugbikom, pride nazaj moj homie, Malfoy Jr. z slabšo pričesko, kot v prvih 2 filmih. Se mi zdi, da bi mogel obdržati ta 80. Gordon Gekko moment, pa ga je nekako spustil z rok, nažalost, in je rado bolj tak duši skater, se mi zdi. Ja, ne zgleda več, kot da bi bil v boy bandu z Rickyjem Gervaisom. Tako, ni New Romantic več, ja, zelo dober. Pa se mi zdi, da je ta igralec pravzaprav tudi od vseh se najbolj razpotegnil med tema 2 filmoma. Ja, to sem pa tudi hotel reči, zelo je awkward, ker prej so bili tam, zdaj pa on visok, Harry je pa tako velik, moj čevelj, tako da kar slabo v resnici. A pa si opazil še en znan obraz tle noter v tej množici med telimi? Nisi? Ne, koga? Not je ta model, ki zdaj ne vem točno, nisem imena še iskati, ampak to je ki ga Ned Stark obglavi v prvem delu Igre prestolov. A res, kaj? Okay. Ne, to pa nisem porajto. Wow. Je tam zraven, poleg Kreba pa Goyla, je pa zdaj še on en tak mečken bolj prominenten Slytherinovec. Wow, ok, to pa je full dober connection. Ok, lepa. Klele, to lepo si napisal to, da spoznavamo okolico, se pravi, ker res leti, kako smo rekli, podnevi, zunaj, pa ti posnetek, da mal nogico v vodo, ti si je mogel biti, jaz sem full sucker za te stvari, no, tako, to zmerno spoštujem. A ti je My Heart Will Go On zaigral takrat v šestih? Skor, ampak ti si zelo lepo. In potem Drakota v bistvu poškoduje Bugbik in tam se začne ta štala s Hagridom. Že spet zelo lepo prepleten, no, moram reči, tako tudi film, kako je sestavljen, vse kar gledaš, ima pol vezo z ta glavnim razpletom. Pa res je zanimivo, no, čist mehanika od Rowlingove. Spet je neka učiteljica, ki nekaj drugega uči, kot je bilo v prejšnjem delu, je bila una s tistimi koreninami, kle je taka šloga, pa je vse zanimivo, čeprav je čist ista mehanika, ampak je to, ki je drugač prikazano, to, ki je drugačna fora, da sem čist skupaj. Tako res mi že spet ni bilo dolgcajt, no, kar me kar malo preseneča. No, ja. Tudi ena stvar, ki je nemogoče, da Quaron je Potter rekel, pač, da on nikoli ni prebral Potterja in da mislim, da tudi sploh neče prejšnje knjige šel brati, da je on sam pač na ta film se skoncentriral na to zgodbo. In se mogoče tudi, zakaj tle malo bolj diha, ker sta bila prva 2 dela, vsem sta še malo bolj sledila knjigam. Sta se jo res bolj držala, kot pijanc plota, tukaj pa že malo pa svoje, pač dejansko tudi mečkan, tako zrihlo, da je res dejansko se vidi, da je on hotel narediti svojo filmsko zgodbo iz tega, in da tudi tako organsko je film bolj skupaj, bolj diha, je še nivo višji od prejšnjih. Ja, ni tudi toliko nametano vse not. Se mi zdi, da tam so tako malo kljukce delali, ko vse so mogli pokazati. Klej pa nekako to malo podrejen zgodbi, kar je sam dober. No. Pa imamo pa te bogarte, ki se učijo pač jih se braniti, ne. In klej je res dosti huda fora, ker pač valjda tam pride Dementor, pa prun mu pride Luna, ne. In sem pa tako, Luna, te volkovi, to neki bo, ne. Ja. Klej sem začel malo sestavljati v resnici, pa dosti smešen, kako Hans Gruber. Hans Gruber, ki se pripravlja na RuPaul's Drag Race. Ja, ti si kar smešen v resnici. Tako,
res, res dober. Pa že spet Ron s temi pajki, ne moj fake out iz prejšnje epizode. In tleh je že začel ta Lupin, pa Luna, ti je ratal to že kaj? Ja, jaz sem že vedel, da je pač dvokodlak, oziroma da v neki s tem. Pa pol sem tudi mogoče že povezal z unim psom, sem mogoče mislil, da je on to. Da je to neki, ampak ni, ker pa vemo, kaj je. Tako da, ampak ja, sem, mislim, ker sem Luno videl, sem takoj povezal. No, tako bom rekel. Mislim, ne točno kvaj, ampak ja, da bo neki s tem. Tako da, ja. Je kdo pravzaprav drug še, ki se bolj boji polne Lune, kot kar ljudje, ki se noče spremeniti v kodlake? Ne vem, mislim, če vprašaš ljudi, ki na urgenci delajo, mogoče oni, ki pravijo, da je Luna polna, je weird. Ali pa oni od nas, ki se bojijo, da bojo Flat Eartheri končno razkrili, da niso bili gor. Ja, predvsem to je strah vsakega znanstvenika. Neil Armstrong pa Buzz Aldrin, ki sta tam, se jim Luna pokaže. Glavno. Čakaj, pa je pa ta Hogsmeade, ki je neka vasica, ta college town, to je vedno v Ameriki in v Angliji, zmeraj imaš college, pa imaš pa zraven neko mestece, kamor lahko greš, in Harry ni dobil dovolilnice, pa čisto na začetku zvemo, ker mu noče podpisati, stric, to je ta dovolilnica. In pol je kle ta izgovor, da je Harry mal sam, v bistvu na Bradavičarki, in kle se pa z Lupinom mal pobratita, če prav razumem, ker je on poznal starše. In pa non-stop mal namiguje na to, da mama je bila ta v redu, fotorju pa tak mal pobalinko, v resnici. Ja, da je on je bil tisti mal tako, pač tudi mal ohol, na trenutke. Se to boš videl, to bo tudi ta njegova osebnostna lastnost bo prišla naprej. Ker dejansko potem skozi naslednje filme tudi zvemo pač zgodbo njegovih staršev, se razkriva. To se razvije? Okay. Se razvije zaradi tega, ker tudi pač Harry, ker dejansko, Harry je do 11 leta mislil, da sta umrla v prometni nesreči in to je bila edina stvar, ki jo je vedel. In potem si imel zdaj pač v 2 filmih nekaj tako, ki se jih majhen, pa pač ta Snape, da je nekaj poznal, pa to jih. Zdaj pa končno prvič tako v kontaktu z nekom, ki so bili pa res prijatelji, ki so se res družili. Ja, to je res. Ja. In dobi šanso, da je veš in od tega, kako ima mamine oči in ta kako jim pomagala Lupinu, ki mu drugi niso, spet kao hint neki, ima eno skrivnost. In pa James je bil pa bolj tak falot po naravi. Okay. In pol imamo Don French, ki izgine, in je kao Sirius Black ne bi bil v Bradavičarki, in potem je pa kleta že spet v bistvu na nov način fake out, kateri učitelj komu kaj hoče, kaj sparoga, kjer že spet Snape izpade zelo tečen, ampak že spet na pravi strani, ker misli, da pač Lupin je ta, ki mu pomaga, ker ve, da sta bila nekako prej pajdaša, če se to sem pol povezal, ker so v tisti koči, pa potem zelo žebu in kladivo, je potem, ko on uleti na mes Lupina, pa reče, da se pa učite v kodlaki. Bomo preskočili 628 strani, gremo zdaj mi tole. Ja, zakaj imamo kodlake? Sam naučite se jih prepoznati, kar dejansko pa tudi malo prav pride. Pa to, ta vrba je zelo uporabljena, da kaže ta prehod časa. Dosto redno pa grozen, kako tiste ptiče pobija. Ne vem, ti se mi zdi, ker tako malo, what? Kaj se kle dogaja? Pa tam je lušten moment, polka pomlad pride, ko se vrba utrese in ko sneg dejansko na kameri prstane. Ja, v bistvu, ti sem bil pa tako tudi kar mal četrta stena, do zdaj nič tazga ni bilo, ampak ja, res gleda, da je sam GoPro tam postavljen, pač cel let. Tako da ful dobro, to sem čez pozabil, ti se dosti hodoj narejen. In pa pride tvoj najljubši šport. Se res? Še zdaj nič ne počnejo, v resnici, res nič. Pa kdo igra v takih razmerah? Že spet? Se lahko predstavite tekmo, prijatelji, vsi ste v isti hiši. A se spomniš, na kakšnem igrišču je dal Rudonja gol?
Vem, ne, star, to ni isto. To ni isto. Tam je bil igrišče bogi, star, klej konc sveta zgleda. To je kar nasežani veter, to res ni. Res, to je, hočejo, da se nekdo poškoduje. A veš, kaj je zdaj ta cel movement v Ameriki, da ne nehajo otroci igrati ameriški fuzbal, ne? Ker je pregrob. Ja, zaradi poškodb in vzga. Točno to. No, jaz bi bil tak, jaz bi bil starš, ki bi začel peticijo na Bratovičarki, da ne nehajo špilati ta res nerealno kompliciran šport, kjer več on vsakič nekdo umre. Pa škaj me še ful zmotil? Kaj, a kar kogarkoli visok greš lahko, tudi zlati snič ali whatever, ker ni omejitve. Ja, pač kamer gre. Ok, mislim, ja, ok, zakaj pa ne? Okay, zakaj pa ne? Lej, če se zlati snič odloči, da ne moj pa zdaj tle malo bedno, pa da bi šel mogoče malo Kanarce. Ja. Majhen se raztegne, ker glih ta teden ni puščavskega peska tam, oziroma še bolj, če je, ker pa se zlije z okolico in ga meni pogrunta. Ja. A veš, zakaj pa ne? Zdaj, odvisno sam, dokje imajo naštimanga, da gre. No, ampak klep so pa dementorji v bistvu Harryja sklatijo in tudi... pa prej še ta pes v oblakih? Ja, dost, že spet on the nose, bi rekli temu Angleži, simbolizem, ampak kar v redu. Pa da se to, ta grim kaže, pa to, no. To je dosto redo, v resnici. Pa metla, ta Nimbus 2000, ali kaj je, se zlomne. To je to in pol... Kje smo pol? Kaj pa Pokvidiču? Pa ima pa spet debato, ne? Spet se meham pogovarjata z Lupinom, pa a bi mi ti pomagal, kako si me takrat rešil, ne ta čokoladica, ampak kunkaj kar uslepilo, kako si ga ti pregnal. Ne, malo ga na to, pa prav, ja nisi pripravljen in to, da se zakaj ti dementori, da se hranijo z lepimi spomini in pa onda je tudi že toliko enih slabih stvari doživel in zato še bolj dovzeten zanje, je tako kar spet ne malo preizpraševanja preteklosti, pa delamo na karakterju. Ja, pa res taki umirjeni momenti, pa doskoli igravci, tako da kar nad slabega. No. Pol prije pa ta mapa, ta mapa. Ta mapa, načrt, kako pobegniti iz Azkabana. Ja, kar je skoraj, ne, ok, v redu, ampak škaj je problem te mape? Problem te mape je, da ti preveč pomaga. To predober je. Neka omejitev bi mogla biti, pa je v resnici ni, dejansko ti vse kaže. Ker pa je tako, dokler imaš to mapo, mislim, veš, sprav, obstaja mapa, ki kaže, kje vsi so ves čas, ne vejo pa, kje je Chamber of Secrets. Ja. To mi hočete prodati. To. Tako, skoraj škoda mi je tega. No, tudi čist lame mehanizem je to, da pač ne najde tega Pettigruja, ker je pač podgano, spremenjen tam po noč. Tako dosti lame mehanizem, tako ne štekam sploh, zakaj je to potrebno. Tako sem krmal, to moče eno bolj, če ima hude fore Rowling, ima tudi take, no, ta mi ni bila. V resnici toliko všeč. Tlele boš tudi še zvedel pol nekaj malo o tej mapi, o preteklosti te mape, kaj so ta 4 imena gor, ki so. No, se pustim, ampak tako. Ja, ampak je pa definitivno, malo na trenutke se ti je zelo tako doskrat, ker so imeli pač, če sta dvojčka imela mapo in ma ni bilo ful čuden, da ta Peter Pettigrew spi skup z Ronom. Ja, no, za začetek, tako, za začetek. Pa nikoli nista gledala, kje je njen brat. Ja, fair point, to je ful dober point. Ja. Čeprav tle so pa rekli, ne, veš, to je pa več štukov, pa itak pa je mislili, se je neko kakšnem drugem štuku ta. Je pa tudi pač res, veš, tam je ful enih imen, na katere se ti verjetno pač, če si en mulc tam, ki hočeš sam malo venuit, pa pogledati, kje boš šel kakšno pizdaričico narediti, da te ne bo Snape ali pa Filč dobil, je pač pogledaš tisto, kar rabaš, ne, zdaj mogoče tudi, je pa res, zakaj niste, mogoče pa je kje ta dvorana skrivnosti, veš, mogoče je pa tudi Slytherin zelo tako dober skriv, da jo tudi tam ne, da tudi tu ni. Ker so delali to mapo, niso vedeli, kje je dvorana skrivnosti. Vse si rešil zdaj, vse si rešil, sem to rekel. Pa je pa ta, grejo do te, kaj ta vas, že sem pozabil, Hogsmeade. Hogsmeade, v redu. Ta del mi je bil kar všeč, pa Harry, ki se skrije, pa pol zve, da je Sirius Black ne bi kao izdal starša Voldemortu. To je tako huda sekvenca. In da je bil njegov botar.
Ja, pa, da je bil, pa še potem ta, kva je kepanje, ne, že spet edine prave hiše, ne, Malfoja in kolegov. Kjer se nesramna Hermiona spravlja na uboge dečke, ki so se prišli samo zabavati malce v naravo. Ja, tako. Pa bila sta na dejtu, ne, z Ronom. Ja, no, mislim, na pol dejtu. Mislim, tako všeč mi je ta dinamika, tudi ta fake-out mi je cool, da v bistvu Harry, ladies man Harry, kar je kar par ljudi mi komentirali. Ja, no, mislim, da boš naslednji film, da si ga boš štirko pogledal, boš videl, zakaj ladies man. Ok, odlično. Tako da, ja, tako, to bi bilo cool, pa pač že spet dober prepeljane noter lokacije, ki bojo pol neki pomenile. No, tako, kako ti je bilo pa to, pač, da je pač ta Sirius Black, ne se pravi, da nisem nekdo, ki je pač bil zraven in je izdal, ampak tako, da dejansko, da je bil boter njegov. Meni je to všeč zaradi unih momentov, ki jih pol mata. Tistih pogovorov, pa tako, pa pač Harryju da neko končno, ne, neko tako očetovsko, proper očetovsko figuro. No? Tako da ne, pač kaj mi je tudi všeč, resnično mi je cool, če model, če bi ga že hotel, a ne, klej še ne vemo, načeloma ga hoče ubiti, ne, je fajn, da je nek tak Orang Family Connection, a veš? Ja. Pol to bolj kupaš, kot pa samo en model, ki je mal nora, ne, tako da mislim, mi je to dosta všeč, kako je zastavljeno, ne. In potem imamo spet ta mal tišji moment, kjer zdaj se uči, kako bo tega Patronusa priklical. In mu celo rata, sicer ne iz prve, pa že spet dobi čokolado. Te čokolade so bile mal creepy, ampak pojmo naprej. Pač, v redu. Učitelji, ki dajo čokolade, weird. Ti nisem nikoli dobil čokolade, ki si dobro odtekel 20 krogov tam gor na Ljubljanskem gradu. Ne, res ne. Moj bog, ok. Pa že spet Ron, ki je moja podgana in se tam dere, ne, da je una mačka od Hermione. In pa Buckbeak, zvemo, ne, da se je valjda Malfoy starejši pritožil in je obsojen na smrt. In pol, a se Walder Frey obleče v unga, ki bo Buckbeaka obal? Ne, on je čistko. Čist en random človek, ok, odlično. Ja, on je pač tako, on je poklican rabat, on je pač prišel, on dela na ministrstvu, on je 16. plačni razred, 16 dni dopusta ima na let, pa mislim, da čez 2 leta gre lahko za beneficiranim stažem v penzijo. Lepa, ja, ker to na vsake 3 mesece rabijo, da ubije neko žival, očitno, ampak ja, tako je v redu. Ja, pa tle se pol ta prvič mapa uporabi, ne, pa Snape pa Lupin, ti si je kar v redu, ker Snape že spet napačnega krivi praktično. Ampak tako, mislim... Oziroma mu pripisuje napačno motivacijo. Tako. In pa potem... v bistvu kle zgubi mapo, ne, in je mapa v rokah nekoga, ki bi lahko z njo že spet malo več naredil. Mogoče že takrat poiskal tega Petra Pettigrew, je pa tudi res poglede na to, da vidimo, kaj se zgodi, da pač je očitno Peter Pettigrew jo popihal iz gradu, ne, in da tudi če je gledal ga v gradu, not ni videl. Ja, saj v gradu ni bil, ne, ja, to sem tudi jaz tako nekako si odmislil. Pa zelo ful dobro posnet, te temne zadeve, pa z lučko, pa tako, ful dobro posnet, sem to Alfonso res zna, se temu reče. Alfonso Dark Mode, Cuaron. A si predstavljaš, da bi bilo to tako, kot 3D8 sezone Igre prestolov? Ne. Nočem si nič predstavljati. Dobro narejen, tako se dela tema, v glavnem. Pa imamo pa že spet vedeževanje, ne? Kjer je že spet kar awkward rata, sploh tista scena, no, ko gre Harry nazaj, pa se Thompsonovi malo zmeša, pa sploh ne ve, kva je rekla. Ne? Pa s koliko glasovi je rekla? Ja, zelo všeč. Pa če ima Thompson, je tudi national treasure. Ja. Ne, tlej sploh super ta moment, ki je ves cajt, je pač tako, kot ena ta hipuzelka, ki majhen gleda v nečajčke, pa mal nekaj ugiba, pa malo strašine, pa naenkrat pač spet ta kontrast, ne, nekdo, ki zgleda pač čisti nespo, potem prinese pravilno prerogbo. Ampak, to sem prej že pri tem vedeževanju hotel reči, ful mi je dobro, da uporabljajo te crystal balls, pač, te res kugle. To je tak kliše, ampak se mi zdi kar na mesto. No, ja, se more biti, a veš, česa pa boš, a veš? Ja. A boš kefalomantijo fural?
kaj je to? Deževanje iz Oslove Lobanje. Zakaj ti to veš? To je Nekdo je prebral Blefsikon astrologije in prerokovanja in se je tako 3 besed zapolnil. Ok, redo. Moč imamo naslov. V glavnem, kar slavo, da to veš. Pa je pa ta v bistvu usmrtitev Bugbika prvič, kjer se samo zgodi in je pač par teh mini momentov noter. Moram reči, da eden je šel čisto mimo mene, zakaj Dumbledore razlaga, kdo je kje jagode sadil. Yeah. Nisem prvič trznil, pol šele v ta drugo sem dojel, da on je itak in oni že cel cajt, ker nekako vse ve, ali ne vem točno, kako to deluje. Ja, se tle je bilo to malo tudi polke kontra, ko v ta drugo grejo čez, pa tako danska so popolno tudi z mojco gledal, praček, a on je šel tudi nazaj, da ve. Tako, aha, čak, ja, kako on. Ne, se mi zdi, ne, ampak on je itak, tako meni je všeč, veš, ker v te zanke, ki prideš pri potovanju čez čas, itak moraš nekako to rešiti. Yeah. Veš, nekako mora, in mi je v bistvu cool, da on kao mal več ve in je v bistvu on ta, veš, sidrišče, ki si rečeš, ok, sej on nekako to razume. In pol tebi ni treba razumeti, tako da ta del meni v bistvu všeč. Ja. Veš, kaj je to? To jaz zmeraj rad rečem, ta, veš, Star Trek 4, ko grejo v preteklost, kar pomeni v 60-ta, se vseeno v 80-ta ali karkoli. A to je to, kar kite rešujejo? Tako, kar kite rešujejo, ne. To vem. To je super. Scott je enemu da kao formulo za transparent aluminum, ne, se pravi prosojni aluminij, ne. In polno reče, zdaj so pa temu dala to formulo, kaj pa če bo on obogatel, ne? In pa Scotty, kako to reši, to zanko, časovno reče, kaj pa če je on to izumil? In rešen, pojmo naprej. Ja, razumeš? Pač tako nekako moraš odmisliti to. In meni je v bistvu to, da je Dumbledore ta stvar, mi je v bistvu zelo všeč. Ok, je to prvi krog, ne? Ja, in dobimo to podganorja, kaj tam in ga najde in pol pobegne k vrbi in pes, ki odvleče Rona, zdaj pride ta pes in ga noter gre, pa imata tamle Harry pa Hermiona imata ki morata to svojo ploščadno stopno narediti, se pravi preštudirati, kako grejo dveje levo desno, ki je trojni skok, ki greš, ki počakaš. Da prideta čez, na srečo imata dost bonus life, tako da prideta skozi in potem prvič tako tudi uživo zagledamo Siriusa Blacka, ki fucking scary zgleda, ki res ni, pač zgleda kot človek, ki zadnjih 12 let ni bilo prijaznih z njim. To je dejstvo in igra ga še en, ki bi ga jaz kar dal v panteon, angleških nacionalnih zakladov, Gary Oldman. Ja, pač tam, ko ga vidiš, rečeš, Dracula se je zapustil. Ne, veš kaj fora. Jaz imam njega zelo v čislih zadnjih par let, ker je igral Georgea Smileyja, se pravi protagonista edinih knjig, ki jih jaz berem očitno. Od Le Carreja. Kar se mene tiče, pa res, jaz to vedno zelo, disclaimer, v enem zelo dobrem filmu, ki je meni boljši, kot je ta film v resnici. To vedno moram povedati. In to je Tinker Tailor Soldier Spy, ki sem ga res gledal, po moje, zdaj že 6-krat. Ne vem, zakaj mi je ta film tako dober. Če imate čas, poglejte si ga, res v redu, Gary Oldman, George Smiley, peva naprej. No ja, ampak v temu Shrieking Shacku se pa pol kar par stvari zve. In se v bistvu zve, da je ta Peter Pettigrew, ki je bil očitno 12 let podgan, kar je v redu. Mislim, da je 12 let v Azkabanu, 12 let podgana. Ja, raj 12 let podgana, serije še cel cajt. Sicer s tem naslovom ne bi dobil Oskarja, ampak... Ja, ampak tako, in jaz sem veš, do tukaj, ko gledaš, misliš, ok, to je pa zdaj boss battle, ne? A veš, tako je bil v prejšnjem delu skačal, pa to sem rekel, zdaj pa to, pa ta, še ta, veš, Shrieking Shack je, ne, ki smo jo prej napovedali. Ja, koliko te je ta podgana tle presenetila, da bi ta podgana človek? Zelo.
Zelo, kot se le da, pa še malo zraven. Tudi tukaj pa nič nisem povezal. Nisem dojel, da se una dva non-stop podgani pogovarjata, da ga Harry ne vidi, zato je pač mejhano, čeprav ga vidi na mapi. Nič mi je bilo jasen. Tako da, ja, dosti hodo. Tudi ta igralec je dosti tak, sem ga prepoznal iz raznih angleških stvari. Kaj že Timothy Spall. Ja, on je tako en tak character actor, se mi zdi angleški, tak dober igralec. No. On je čak tega Mr. Turnerja, čeprav tega sem sam tako delček gledal, ki igra tega slikarja. Pa tako pa bil je v temu, pa v Sweeney Toddu, med drugim tudi. Pa. Ja. Res una faca, veš, ko vidiš, pa rečeš, aha, ne, to je ta Anglež. No, tako in je bil ta, ampak pa tako, že tako, ko se je razvijal ta boss battle, sem rekel, je pa malo padlo tole vse skupaj, ne, glede na prejšnje filme. Ne, res, tako sem prav rekel, okay, samo sam kletebel, pa Snape pa tam, ne. Pač. In, wow, pa se pa začne žur, v resnici, ne. In je pol kle v bistvu, tako bom rekel, to se konča, se v bistvu razplete, ne? In pol ima sta Sirius in Harry ta pogovor, kle se že spet ta development zgodi, ne? Kjer In meni bo mogoče še tle omenil prej en tak ključen moment, ki mejhan ta zelo tako šekspirijansko, ta veš komika pred brutalnostjo, ne, da malo ti razpihajo ker se mu pol Sirius Black upravičuje Ronu, kao, sorry, ker sem te tok na grobo vlekel, pa se drugače sem ful prijazen pes. Ja, pa še ta razlika je fajn prikazana, ne, vokodlaki pa unike se spreminjajo, ne, v pse. Ja, pa ta Sirius Harry, no, če bi skap živela, pa vse živo, pol pride pa Luna in se Lupinu malo odpele. Ja, kot ti je rekel Darek Avrič, ko si je Luna na Lupina. To je tok slava šala, to je res. Preveč dobro. V glavnem, hoče se reči, dober CGI, kar se Lupina tiče. Zelo tudi tako, kako je vokodlak narejen, v redu. Ja, tukaj je tudi to nemoč, kar se rekel, te, ki se drugače spreminjajo. Ne? Se pravi, ta Sirius Black, ki se tega psa spreminja, ta Pettigrew, ki se v podgano, McGonagall, nek se spreminja v mačko. Temu se reče, oni so animagi, animagus, se pravi, živalski magi, na nek način, se pravi, ki imajo to sposobnost, da lahko sami se pretvorijo v določeno žival. Ja, ampak ta ime, ki ga tam reče, pa prav zateka se ob pse, ne? Ja. Tako je, ne? Kako mu že reče? Ne vem, neka beseda je, sem jo pozabil. Zdaj že vidim, da se 5 ljudi dere noto slušalke, ker ne veva neki, tako da ja, ok, gre hitro naprej. Dokler niso za vokodlaka uporabili besede likantropci, nimajo kaj pritoževati. Veš, to veva, to se spet mi dva veva. To, res, doktorat se pravim. Ja, pa še v bistvu Sirius pa Harry tam ob tistem ribniku po celemu fajtu, ne, ki kar malo bolj upraviči boss battle, ne, obležita in pol, ja, kot je piža. Neonski Jägermeister. Najboljši zapisek, evo. Ja, in meni tam, do tam mi še ni bilo jasen, nisem še povezal, da ne, se bo zanka zgodila, ne. Ampak točno to se zgodi. Mi je pa zelo všeč ta posnetek, ki je bil sicer zdaj že kar prevečkrat uporabljen, ampak ko ljudje skapadejo in gre kamera z njimi, ne, ta shot je meni ful všeč. No. Jaz imam neko afiniteto do tega posnetka, ki je, se pravim, bil že v 27 nadaljevankah in filmih, ampak fair point. Kolega Mito Gegić bi rekel, to so mojstrske vizuali. Tako, mojstrske vizuali. Ja, pa se v bistvu Harry zbudi in Hermiona pride s tisto ogrlico, kjer moraš v bistvu videti čisto vse ljudi, da greš nazaj, pa nek pogovor med Hermiono pa Dumbledorom je, ki da kao Dumbledora že spet, tok in te, in tam, jaz bi dal tlele 4 žličke vegete noter, to je to. Tako, ja. Ti smo v bistvu dosti cool in Harry na začetku nič ni jasen, pa dojame, ne, da bomo šli čez vse še enkrat in pol se v bistvu sestavil ta loop in ta loop, moram reči, da je zelo fajn je pripeljan in te spomne. Zelo je lepo vse zašpiljan, res ne pušča ti
bi rekel, teh nekih zablodelih niti nezavezanih, ki bi nek ven štrleli. Ja, res. Pa tako, kadri so tako narejeni, da je prvo iz enega kota, pol iz drugega kota, pa una, ki se obrne, ki je bilo prej weird, ki meni je bilo nič jasen, pa se pol tako, sebe je videla v resnici. Ne. Tako, res, ok. No. Pa tlele moram reči, tle je moment, ki je tak lušten, tako, ki se gledate zdaj, pa tako Hermiona reče, tako frizuro imam od zadnje. Ja, ti si dosta. Ker je tako lepa najstniška, a veš, resna stvar, pa se, ampak, ojoj moj, kako pa zgledam, ne, kako pa zgledam. In je tako, spet nekaj, veš, čist ena taka, en stavek, ki ti pridoda k globini lika, k verjetnosti. Ja, pa tako, pa ne sem, že ta moment tam, ki vrže, a veš, kamenček, ne, ki se razbije, mi je tako, kam pa zdaj, se sem ti, ško prav vidiš, ki razmišlja, kva je bilo, pa kaj mora zdaj narediti. No. Tako, res, me zelo všeč. Mi je bilo tako, vedel sem, da neka caka bo, ki ne pokaže, kako Buckbeak dejansko umre, se ne da bi mogel zdaj gledati, kako glas stran pade, no. Ampak tako, tam je nekaj bilo nakazano, ampak nisem vedel, da bo pač potovanje skozi čas. Ne. Ja, te saj slišiš ti šplop, ne, in nekaj pade, kar se pol izkaže, da je buča. In to je to. In pol super, pol še Buckbeak dejansko pomaga, ne, kar je, ajško, že spet še ena stvar, ki je v bistvu tam Hagrid po smrti, tako vse je nekako lepo pripeljan pa povezano. To meni všeč v filmih, ki je vse well considered, tako sklepam, da v knjigi je isto, oziroma še bolj po moje. No. In pol, že spet pridemo do scene z dementorji in tistim ribničkom in pol Harry dojame, da ni bil fotor, ampak da je on to naredil in naredi najjači shield ever, ne. In valjda Sirius pol je živ in pol je pa ta nekak ta bittersweet moment, jaz sem kar nekako mislil, da mogoče zdaj ne bomo več v ne familije gledali, pa da bo šuh njemu živeti, ampak ne, samo vi, ti veš resnico, moram bežati, ne, pač v redu. Tako, I guess, upam, da se Gary še vrne. Ne vem pa, ali se vrne, bom kar vprašal. Naj ti odgovorim, se vrne. Odlično, pa zdaj sem že pomerjen, to mi je kar všeč. Tako da ja, zelo fajn časovna zanka, če se že greš time travel, ne, pejce ga tako, to je ocena Anžeta Tomiča, tudi Ron polka nazaj pride, pa Dumbledore reče, kva, tisti je vse super v bistvu, no. Pa imamo pa že spet sceno, kjer nek učitelj pakira. Ja. Tako da ja, pa Lupin gre, zakaj? Ker so se starši pritožili, da Volkodlak pa njihovih otrok. Oziroma niso se še, ne, ampak da se je razvedeli in da se bojo in da raj gre. Ja, ker to je problem, Quidditch je pa ok. To je že spet, to bom rekel. Če umreš med Quidditchom, je to čast. Ja. A veš, kaj Volkodlak pa pač ne umreš, ampak sam ti postaneš tudi Volkodlak. Veš, to je pa kar malo bedno za familijo, ki te morajo skrivati na družinskih slavjih. Veš, kje pa Tone danes? Tone pa dol vlaga kumarice in repa v kleti, nima cajta. Vrne zemljevid, to mi ni všeč, ker sklepam, da se zemljevid še kaj vrne, slabo. Zemljevid je tako kot Gary Oldman, vrne se. Moj bog. Več Garyja, manj zemljevida. Slabo. Okay, to in pol je pač, ja, nimamo glih ploskanja, ne, saj neki. Nimamo, ampak mislim, da si ti zaploskal, ker si videl, da niso točk seštevali na koncu. Ja, milo rečeno, pač saj tle smo prekinili s tradicijo iz prvih dveh filmov. No. Ampak že spet dost novega, dost frišen film, drugač posnet, lepš posnet. Mal mi je žal, da Kenneth Branagh, saj cameo ta nima več, bi ga bilo cool videti, ne vem, čistko randomly, kje. Ampak tako, moram reči, da ja, ta bo kar najboljši do zdaj, no. Tako, ja, milo rečeno. Ja, ne, mislim, da se bo tle res pozna. Mogoče te vprašam še dve stvari, se pravi, za naslov si rekel, ta Prisoner of Azkaban, si rekel, da je bil v zaporu zaradi čarobnega uboja, zaradi malomarnosti pri čaranju. Ja, mislim. Ja. Pač tukaj je bilo res tudi tako, da nisi mogel prevedeti, ne, tle je bilo res golo ugibanje. Bi te pa vprašal še nekaj, a si pričakoval
da bojo več omenjali Voldemorta, mogoče. Ne, glede na to, da je. že sem pomislil na to, priznam, da zakva, a ne. Ampak je ta neka povezava z njim, ne? Pa sem si rekel tako, samo zato, ker vem, da je več filmov, v ta prvih dveh je bil praktično on, ne? Sem rekel, mogoče ga kleni, da bo pol štirki spet. A veš, ko? Jaz ne vem, koliko je to, a ne bilo vse vnaprej, tudi ker je Rowlingova pisala, koliko je ona to vse vnaprej splanirala. Ona je dejansko tako, da so določeni igralci, pa znam povedal, kateri jim je na začetku snemanja, predvsem jim povedala zaključek njihovega lika zaradi tega, da so znali igrati določene stvari, da so vedeli, odkje motivacijo črpajo. Ok, ker se pozna, da je ta stvar kar tako dobro splanirana, tudi kar se tiče, da se ne preveč ponavlja, da je malo odklon. Tako da me mislim, nam rekel presenetila, sem zaznal to, ampak sem nekako tako pravilno očitno odmislil na način, valjda nav še enkrat on, ampak neki z njim povezan je čist dost, if that makes sense. Ja. Tako da no. Moram pa reči, da tisto, kar je meni vedno znova na tegi, da moram se nekako sprijazniti, da se vse to na tej Bradavičarki dogaja. Zato razumem, zakaj je ta Bradavičarka tako prominentna. A že sem mislil, da je to tako, 2 filma je na Bradavičarki v šoli, pa gre pa iz šole, pa se drugje stvari dogajajo. Až kaj rečeš, da priznano v Azkabanu, jaz sem mislil, da se bo to v Azkabanu. Da se bo tam nekaj dogajalo, pa se valjda ne. Tako da, no. Ampak glej, se počasi širi, zdaj smo že dobili ta Hogsmeade zraven, tako da bojo še tudi kakšne druge lokacije prišle, pač moraš pa vse vedeti, da to je pač, se pravi, 7 let šolanja. Ja. In je pač to je lepo ta, kaj je to mala pa velika gimnazija, kaj jo moraš narediti in imamo 7 let, 8 filmov, v katerih se bodo oni potem dajali. Zdaj pa, pred naslednjim filmom, tukaj ti lahko povem, zdaj ne, koliko si spremem, pač Cuarón je sam tega naredil. Ja. Naslednjega je režiral človek, ki je režiral 4 poroke in pogreb. Ne, se ni Richard, kva? Mike Newell. Mike Newell, ok, kar ti ga je napisal. Pa dobro, Mike Newell je ok, on je v redu, I guess, bomo videli. Tako da to je, prihaja in zdaj še enkrat ta, zdaj mogoče ta Goblet of Fire, se pravi ognjeni kelih. Zdaj si rekel, da Harry potrebuje kelih, da bo nekoga zažgal z njim. A se ti po tej zgodbi, ki jo do zdaj poznaš, a se ti mogoče kaj svita, kaj bi lahko ta kelih bil? Čisto tako, pač golo gibanje. A imaš kakšno idejico, s kom bi bil ta kelih povezan od že naštetih ali čistko? Ne, iskren. Karkoli bi rekel. Mislim, zdaj, ko vem, da je polje nek Order of the Phoenix, pa da je Phoenix, pa mogoče klekaj z ognem, pa to, ampak realno gledam, na koncu bo pa že spet neka 7. stvar, na katero. Razumeš, mislim? Yeah. Ne, res nimam, sploh ne vem, kva reči. Res še zmeram stojim za tem, da on bo s tem nekaj zažgal, na koncu bo pa tako izpadel, da je to že spet nekaj na Bradavičarki, pač kar je skrito bilo in zdaj je že spet nazaj in moramo najdati in ne vem kaj, ampak we shall see. Jaz se ti bom zdaj še upravičil, ker sem se zdaj spomnil, da te dementori niso najbolj Doctor Who stvar v Harryju Potterju, ampak v naslednjem delu uleti Doctor Who, en od Doctor Who-jev. Lepa, ok. Ne mi povedati, kjer, bomo videli. Ne bom. Tako da, ne vem, to moram še omeniti. A ti si gledal, zdaj, ko smo ravno pri Potterju, pa vse, a ti si gledal te kaj Magic Makers-e, to, kaj je Steve Buscemi bog, pa Radcliffe, ta nek angel, ki deluje tam. Ne, nisem. Jaz sem pogledal tako 2 dela, pa ne vem, zakaj sem stran odplaval, pač ni bilo caj, zdaj sem itak pogledal, da je na HBO-u, tako da je v planu, sem pa včeraj pogledal ta prvi del 2. sezone, ki je pa tako isti igralci, ampak čist druga zgodba. Nobene povezave, sam pač imeli so tam to ekipco in so rekli, kaj pa če bi mi naredili zdaj eno novo in se dogaja v temule, kaj že v srednjem veku, se dogaja ta nadaljevanka, imaš kralja, ki ga igra Peter Serafinowicz, ki je totalno pač nek bad guy, še s takim basom govori, da je čist noro. Harry Potter, pač Daniel Radcliffe, je njegov sin, ki je tako totalno, ki bi vzel Blackadderja iz 1. sezone. Okay. Sam še bolj scagan pa vse. Steve Buscemi
igra mestnega drekobeza, pač človeka, ki kida drek, ki pride do tvoje bajte, pa pobira, in ta Geraldine Viswanathan, ki je tudi igrala pač na teh glavnih vlog že v prejšnji, ki je bila ta sodelavka pol od Radcliffovega lika tam, je pa njegova hčerka, ki pa more tudi zdaj, ki se odloči sicer, da gre študirati, da ona bo šla študirati, in pa pogledate, da pač študij traja pol ure in pa so vsi že diplomirali, ker so jih naučili vse, kar vejo, in se more pa zaposliti v fotrovi firmi, in je tako res tako prav vice, imamo perfektne ideje, delamo se norca, Steve Buscemi, Kidak Drek, to je pa res ogabno frizuro nos Radcliffe, tako da pač, če rabite nekaj za odklop, se zdi pač, ni treba razmišljati, tako je, pač, gremo se malo režati neumnim forum in uživamo. Lepa pa še pač Harry Potter not igra, tako da. Ja, seveda. Okay. Mislim, da ste prišli do konca te epizode. Še enkrat hvala vsem za odzive, keep them coming, se temu reče. Ja. Dolgo sva rabila, da sva prišla do 1 ure. Ja, to je res. Če bi bil film dolg 1:20, bi tudi mi 2,5 ure to naredila, tako pa ni najna krivda, da sva tako dolga. Tako, to je ta izgovor. Še enkrat hvala za odzive, Pižanc, povej admin. Na Facebook pridite v Aparatus Legitimna FB skupina, demo skupaj. Dejansko se je par ljudi tudi javil, da recimo, da gledajo zdaj. Ja. Mi pa tudi zdaj, da smo tako le malo začeli, pa super, da so oni začeli znati, tako da dajte še kakšne vi, če smo zdaj slučajno na isti točki, kakšne predikcije pisati, in dobil sem en mail od človeka, ki je pisal, to bi pa skoraj moram prebrati, to pa, ki je rekel, da ni redni poslušalec glav, ker ni nikoli bral Martina, pa gledal in prav zdaj ima več časa, zaradi določenih, in da je trenutno v Zagrebu, pravi, da danes se je v sosednji prestolnici že zjutraj 3-krat do dobre pretreslo in tudi tekom dneva še zmeraj občutimo popotresne sunke, preprosto ni bilo mogoče se vse za knjigo in sem potreboval preusmeriti misli in nekaj pozitivnega. Poslušal sem vse 3 epizode, ki se nanašajo na filme o Harryju Potterju, in mi je vsaj za ta čas uspelo povsem odmisliti na vse zunanje dogajanje. Nadaljujte z dobrim delom in se že veselim naslednje epizode. Tako da, hvala. Sva vesela, da nam rata prinašati takole trenutke olajšanja, pa da to olajšanje ni uno, kar rečeš, ojaj, moram scati, in rečeš, se zdaj so glave, imam cajt do WC-ja, ampak da je druga stvar, in še za nekje je dal tudi idejo, sicer, da bi kakšnega res Potterheada gostila tukaj tudi zdaj, pač, ko so šle glih ravno te podrobnosti zdaj ven, Ja. Iz gradu, kjer je bila Hana Stupica, to dajte poslušati. Tudi tam je zdaj to, kjer on že res res na široko prizna svoje nepoznavanje teme, in to je tudi tisto, kar je nekako pognal tole serijo v tek, da bo Hana Stupica se potrudila, če treba, ne vem, s fračo, da je ti mikrofon v strelu, da polk bo vseh 7 oziroma 8 filmov predelanih, da gremo skupaj čez, da se že potem zagovarja pred nekom, ki to obvlada. Takrat bomo verjetno naredili tudi Ken Folk, sva tudi dobila, da ne narediva kviz, v katero hišo spadaš. To mogoče na neki točki lahko probava. Po naslednjem filmu, po 4. delu, bo pa še malo daljša epizoda, ker takrat bova pa naredila še dodaten kvizek, kjer bom pripravil par prevodov Kendinih, in da vidimo, če bo Anžek znal povezati z originali meni. Odlično. In zdaj sem omenil samo Facebook, tako da zdaj moram pa reči še na Twitterjih Aparatus Počrtaj si, in pa seveda podpri.si, ker gre tole od srca. Hvala. To je dosti res. Najlepša hvala, da poslušate, hvala, da delite, hvala za odzive, in jaz bom rekel adijo, in Pižanc tudi. Adijo. Ostanite doma. Res je. Hvala.